Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In lepo pozdravljeni tudi v tokratnih navdihih, kjer nam bojo angelske energije pokazale, kakšne energije nas čakajo v tem tednu. V tem tednu se odvija tudi ena čudovita videoserija Razcvet ženske, kjer nas 13 žensk, ki delamo z ženskami, z žensko energijo, govori o globinah, o tem, kaj se da in kje se najdejo izzivi pri tem, ko gre vsak posameznica v svoje globine, kjer odkriva tisto bistvo, to, kar v resnici je. In moja video globina bo 14. oktobra, to je v soboto, vsak dan pa so res čudoviti intervjuji, jaz si prav vzamem res čas in jim prisluhnem, ker se toliko novega lahko naučim od vsake ženske. In tako kot se naučim od svojih strank, tako se učim tudi od drugih učiteljic, od drugih terapevtk, od drugih žensk. In pejte na www.razcvet.si in tam boste našli tisto prijavnico, se prijavite in dobite potem video. Tako, zdaj pa poglejmo, kaj nam angeli v tem tednu sporočajo, kako nas želijo navdihniti, katere so tiste energije, ki nas bojo vodile. Prva karta je nadangel Šamuel in življenjske izkušnje. Gre za drugače je ta karta velikih sprememb, ko se vse v fundament podre, da se lahko nekaj novega zgodi. In tisto, kar nekje čutim, da je pomembno, da povem, je, da zdaj je čas gradnje, se pravi, ko se stvari gradijo. Tisto, kar ste spustili za nazaj, tisto, kar je tudi v prejšnjih mesecih šlo navznoter, se zdaj pokaže, da je treba iti navzven. Se pravi, kaj boste gradili, kaj boste novega postavili, kakšne nove energije boste povabili v svoje življenje. In to zelo konkretno, bom rekla čisto, kot da novo arhitekturo delate, kot da kaj novega gradite. To je nekako začetek tedna oziroma tista energija nadangela Šamuela, ki vam bo pomagala, da lahko zgradite nekaj novega, da lahko začnete nekaj novega, da začnete nove stvari postavljati. Druga karta je kraljica vode. Kraljica vode, ki govori o tem, da je potrebno biti potrpežljiv, sočuten in pa predvsem blag do sebe. To je energija, ki pomeni skrb zase. Se pravi, ko gradite te nove stvari, dajte sebe v ospredje. Ampak ne na ta način, da ste sebični, egoistični. To vem, da vsakega med vami, ki to gleda, da to ni. Ampak na način, da pogledate, kaj je res tisto, kar vibrira z vami. In da se zavedate, da ko boste vi srečni, ko boste vi izpolnjeni, bo to vplivalo itak na vse okoli vas. Tako da, če postavljate nekaj zase, zato da boste vi srečni in zadovoljni, boste hkrati s tem naredili uslugo vsem okrog vas. In kraljica vode vas opozarja, da na čustvenem nivoju si dajte duška. Kaj so tista čustva, ki jim želite slediti? Kaj so tisti občutki? Veste, ko si postavljate cilje, kaj vas vodi, kaj si želite čutiti na koncu, ko boste dosegli tisto, kar pač ste si zastavili. Tako da in ta občutek oziroma občutki, ta čustva so tista, ki jim dajte slediti. In pa še tretja karta. Pravica in nadangel Raguel. To je pa energija usklajevanj, energija tega, da naredite tisto, kar veste, da je prav. Ne tisto, kar vam paše, ampak da naredite tisto, kar je prav, da stojite za svojimi prepričanji in da imate ta občutek, da niste do nobenega krivični, še najmanj do sebe. In tako da v tem tednu dva nadangela, Raguel in pa Šamuel, ki jo lahko pokličete, da uravnovesita vaše načrte, da vam pomagata pri tem, da sledite svojim občutkom in tistim čustvom, ki vas peljejo naprej v boljšo verzijo sebe.
Tako da harmonija pomembna, se pravi uravnovešenost, da ko postavljate te nove stvari, da jih ne postavljate na neravnih temeljih, ampak da poskrbite, da je res vse uravnovešeno, skladno, predvsem z vašimi občutki in s tem, kar čutite, da je za vas prav. Če imate pri tem slučajno kakršnokoli težavo, vam z veseljem pomagam, vas z veseljem peljem skozi, ker včasih ni enostavno. In šele ko najdemo sebe, takrat lahko začnemo res delati tiste stvari, ki so za nas dobre, ki nas podpirajo in ki nam dajejo neko dobro osnovo za to, da zgradimo tisti notranji tempelj, notranji temelj, na katerem postavimo življenje, ki ga želimo živeti. No, evo, pri snemanju Navdihov se tudi to zgodi, da crkne baterija, zato ker je nisem napolnila. In to ravno za zaključni tekst, ki je lepo se imejte, nadvse uživajte v tem tednu in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau!